Zdaj sama sem ugotovila, da ko pride do nekih večjih težav, ki se konstantno ponavljajo, da jih recimo ne bom rešila samo z meditacijo ali pa z nekimi praksami, kjer se ne upošteva telesa. Res nujno potrebujemo ta stik s telesom. Pa me zanima recimo, kdaj bi ti rekel, da meditacija lahko pomaga, pa kdaj ne. V bistvu tako kot pri vseh stvareh, od športa do dela, ločiti moramo med uporabo pa zlorabo. In če pač določeno vedenje, določen pristop, določeno metodo, katerakoli je, tudi seveda meditacija, znamo primerno umestiti, dovolj dobro razumeti, kje nam pomaga, kje pa ne, potem jo lahko uporabljamo, drugače pa, če hočemo ali pa ne, pride do zlorabe. Tudi z AIKO metodo je isto. Nobene razlike, ker noben pristop ni vsemogočen, noben pristop ni tak, da je za vse dober, pa da za nič ne škodi, ker je to pač nemogoče. In pri meditaciji je isto. In kar recimo sem videl pri strankah, s katerimi sem delal, je bil dejanski problem ta, da če so imeli dovolj visoko čustveno zrelost, so lahko z meditacijo še bolj jasno določili, kje so problemi, pa kje so vzroki za probleme in so potem z bolj jasnim določanjem in bolj jasnim razumevanjem, ker so vložili čas v fokus, v stik s sabo ali pa na ta način, da so se umirili, glavo, da so upočasnili delovanje uma, da so v bistvu, ker način, na kakega jaz gledam na meditacijo, je tudi to, da v bistvu z meditacijo greš v depresijo delovanja možganov, zavesti, da jih ustaviš, da jih umiriš, in to seveda je zelo koristno večino časa, ne pa vedno. In, kaj sem pa opazil tudi je pa to, da če so pa ljudje uporabljali meditacijo, da so z njo prikrili ali pa začasno odpravili posledice prenizke čustvene zrelosti in s tem nezmožnosti, da bi primerno razumeli pa vplivali na odnose, v katerih živijo vsakodnevno, potem so pa vedno bolj meditacijo zlorabljali. In takrat pa seveda, ko pa nekaj zlorabljaš, naj bo to kladivo ali pa televizor ali pa hrana ali pa karkoli, pa jasno iz nečesa, kar je lahko dobro, narediš slabo. Tako da tukaj se mi zdi je največji izziv meditacije, kako jo dejansko uporabiš, ne. Ker na koncu koncev je osnovna logika, če proučuješ zgodovino, ta, da pač boš rešitev za svoj problem našel tam, kamor te najbolj strah iti ali pa strah pogledati. In vidim recimo, da ta novejši pristop, recimo v New Age, ne, ima pa pogosto se ravna tako, da poskušaš pozabiti, odmisliti, prikriti ali pa odstraniti tisto, kar je hudo, in iščeš rešitve samo v lepem. Ker pa v praksi, če pogledate inženirstvo, če pogledate strojništvo, če pogledate v bistvu katerikoli aspekt življenja, vidite, da če nekaj ni v redu, se moraš znati soočiti s tem, zakaj nekaj ni v redu, to spoznati, sprejeti, pa spremeniti na boljše. Dejansko se moraš spopadati z zmajem, ki ti preprečuje, da bi šel naprej, in moraš pač na nek način postati junak, zato da si zaslužiš ali pa prislužiš biti boljši, iti na višjo raven, tako kot če hodiš v hrib, recimo, ne. Ne moreš iti gor, pa da ni težje, kot če hodiš po ravnem, ker če ne brez veze. Lahko pa seveda s primerno pripravo, treningom, vseh tem stvarmi, si lahko olajšaš pot v klanec, ali se pa jasno otežiš.
če pa hočeš priti na višje, pa moraš iti v klanec.